Dober večer, nocoj v Tarči Slovenija stoji ob dražjih vinjetah, v daljših zastojih, v popolnem prometnem kaosu. Kdo vse so bili ministri in vodilni funkcionarji v zadnjih letih, ko je prometna politika obstala, kje so danes ali tudi sami v prometnih zamaških, kaj pravijo, koliko študij smo medtem že pripravili in koliko so nastale. Tudi za tretjo razvojno os, ki jo načrtujemo že 20 let, prvi predlogi pa so stari, ne boste verjeli, 50 let iz časa nekdanje države. Moto pri gradnji, nikamor se ne mudi. V studiu nocoj dva ministra, Alenka Bratušek in Bojan Kumer, za promet so sicer zdaj pristojni kar trije ministri, pa Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa, in Peter Pišek iz obrtne zbornice ter Gregor Ficko iz gospodarske zbornice. Alternativa cestnim zamaškom je železnica, kjer pa si je treba za pot, kot boste videli, vzeti kar nekaj časa. Začenjamo pa v avtomobilu z ministrom Kumrom na poti v službo iz domačega Šoštanja zgodaj zjutraj. Žan Dolajš in Vanja Gligorovič. Danes zgodaj zjutraj, ob 5:30 smo pred pekarno v Šoštanju dogovorjeni z okoljskim ministrom Bojanom Kumrom, ki je pristojen tudi za prometno politiko. Z njim se bomo po štajerski avtocesti odpeljali v službo. Jutranja rutina, preden se odpravi proti Ljubljani, rokliček. Kot vedno, če je še šofer zraven, pozamem še za šoferja. Do Ljubljane nas čaka po praznih cestah dobro uro dolga pot. Greste vsak dan tako zgodaj v službo? Če štartam 5:15 od doma, se navadno prispem v Ljubljano pred najhujšimi zastoji. Takoj, ko pa malo kasneje, ne vem, 5:45, potem se pa čas potovalni kar podaljša. Se pravi, lahko tudi za pol ure. Zdaj smo na Trojanskem delu pred prvim predorom in tukaj se potem že začne gustiti promet. Nekaj več kot 20 kilometrov pred Ljubljano pa prvi zastoj. Tukaj vidimo večinoma, kako so samega avto. Naslednji avto tudi sam. Tudi potem se vidi, da imamo zelo malo število oseb v enem avtomobilu. Mi imamo enega najnižjih, 1,2 osebe na avtomobil. Ali se tudi minister večinoma vozi sam? Če le možno, smo zelo veliko kombinirali, da je enkrat eden vozil, drugič drug in s tem tudi združuješ. Se lahko malo pogovoriš, opraviš še kakšne sestanke že po poti. Mnogokrat pa verjetno tudi to ni bilo nemogoče. Tako je. Različne aktivnosti, različne zadolžitve v službah. Kaj pa javni potniški promet? Bi lahko bil alternativa za ministra? Moja pot bi bila potem, da, ker sem doma na vasi, seveda še vseeno nek individualni prevoz, lahko bilo tudi kolo do Šoštanja, nadaljevati pot z vlakom proti Zidanemu mostu, tam presest. Na vlaku se lahko sprostiš, prepustiš skrbi vožnje drugim, bi bila pa verjetno časovno sigurno bolj zamudna. Zelo zamudno pa je bilo tudi današnje pomikanje na vpadnici pred Ljubljano in po delu južne ljubljanske obvoznice. Končno prispemo. Ura je 7:45. Naša pot je trajala kar 2 uri. Evo, ministrstvo. Primorska avtocesta, ena najbolj obremenjenih prometnih povezav pri nas. Tovorni promet iz pristanišč, turisti, pa tudi ljudje, ki se po Primorki vsak dan vozijo v službo. Tako kot Gorazd Mavri iz Vrhnike, ki ima službo v Kopru. Včeraj smo ga spremljali na njegovi poti proti obali. Moja pot v službo se začne najprej z ogledom Google zemljevidov, kaj me čaka, pa niti ne toliko v smer proti Kopru kot pri vračanju nazaj. Se ne zgodi niti en teden, ko ne bi moral iti dol z avtoceste, dobesedno je rata promet loterija. Noben dan ne vem, kaj me čaka. Sem štel nekoč kamione
ko je bila zares velika gneča iz obale, mislim, da zaradi prometne nesreče, sem jih naštel skoraj 1000. Za pot, ki se jo v normalnih razmerah prevozi v dobrih 50 minutah, potrebuje Gorazd v zadnjih letih v povprečju med 1,5 in 2 urama. Tudi 3 ure je že bil na poti. Razmišljamo celo, da bi nekateri pustili službo zaradi tega. Ne le Primorska in Štajerska avtocesta, iz več koncev države smo dobili sporočila o nevzdržnem stanju v prometu. V službo se vozim vsak dan iz Apač pri Gornji Radgoni v Slovensko Bistrico. V eno smer imam približno 57 km in se zaradi zastojev sedaj vozim cirka 1 uro v eno smer, če imam srečo. Mi na Jesenicah najbolj občutimo zastoje v sezoni, ker je nemogoče priti domov v poletnih mesecih, ko predor Karavanke ne požira več. A največji problem ostaja ljubljanska obvoznica in njeni avtocestni kraki. To kažejo tudi meritve. Najdebelejša rdeča črta jasno kaže, kje v Sloveniji je promet najgostejši. Rešitev pa ni pričakovati v kratkem. Poglejmo zakaj. Dars je leta 2017 naročil študijo za širitev ljubljanske obvoznice v 6-pasovnico. Za študijo je bilo zunanjim izvajalcem z davkom odštetih več kot $500 000, a končala je, kot mnoge druge študije, v predalu. Pobudo infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek za širitev obvoznice je leta 2019 Ministrstvo za okolje in prostor opredelilo kot parcialno rešitev in zato ni pričelo s postopkom umeščanja v prostor. Še prej pa se je vpletla politika. Poslanska skupina Levice je v času Šarčeve vlade sklicala nujno sejo odbora za infrastrukturo, okolje in prostor z naslovom Nesprejemljivost širitve ljubljanske obvoznice in poziv k razvoju javnega potniškega prometa in železniške infrastrukture v osrednje slovenski regiji. Glede širitve obvoznice pa takrat Luka Mesec takole. V Levici predlagamo, da zamrznemo kakršnakoli pripravljalna dela. Mi ponujamo ljudem osvoboditev od trpljenja na cestah vsak dan, ker se nam zdi nezaslišano, da je treba za to, da se lahko pripelješ na delo vsak dan, zgubiti 2 ali pa 3 uri pač nekje v zastoju na cesti. Danes so ljudje še vedno na cesti, tudi 2 do 3 ure. Prometni zastoji pa niso samo neprijetni, povzročajo tudi konkretno gospodarsko škodo in še huje, povečujejo emisije nevarnih snovi. Luko Mesca smo vprašali, ali danes morda kaj obžaluje nasprotovanje širitvi ljubljanske obvoznice. Pred širitvijo je treba izčrpati druge alternative, ki imajo boljše učinke na okolje, na zdravje ljudi in so konec koncev tudi cenejše. V Sloveniji moramo vzpostaviti učinkovit, dostopen in udoben javni promet, spodbujati gradnjo železnic. Zanimiv odgovor, glede na to, da mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je ponekod uvedba 3. pasu seveda ob sočasnem pospešenem vlaganju v razvoj javnega potniškega prometa nujna. Slovenska gradbena stroka je v svoji resoluciji že leta 2010 preroško napovedala. Ukolikor se bo rast prometa na cestah še nadaljevala, bodo do trenutka, ko bodo železnice lahko prevzele del cestnega prometa, nastale velike prometne zagate na obstoječem cestnem omrežju. Tako je bil leta 2011 odprt zadnji odsek avtocestnega križa, največjega in najzahtevnejšega gradbenega podviga v samostojni Sloveniji. Slediti bi morala intenzivna modernizacija železnic, a udarile so posledice finančne krize, slovenska prometna politika pa je izgubila fokus. Od leta 2010 smo zamenjali 9 ministrov pristojnih za promet, vsak pa je zadeve peljal nekoliko po svoje. Najdaljši mandat zadnjih 9 ministrov je imel SMC-jev Peter Gašperšič, ki je leta 2014 še kot kandidat za infrastrukturnega ministra denimo dvomil v smiselnost izgradnje drugega tira. Mislim, da drugega tira, tako kot je zamišljen, še najmanj, naslednjih 30-40 let ne bomo potrebovali. Dvomil je tudi v to, da Korošci res potrebujejo 4-pasovno cesto. Cestna povezava, kot je bila zamišljena, to je 4-pasovnica, niti ni nujno, da bi prinesla razvoj. Obstaja celo verjetnost, da se bo zgodilo pravzaprav obratno, da bodo zaradi boljše cestne povezave se zgodil pravzaprav odliv prebivalstva iz teh krajev in dejavnosti in se bodo ti kraji pravzaprav na nek način lahko spremenili v spalna naselja.
Na usmeritve nekdanjega ministra Gašperšiča, ki je kasneje dobil tudi visoke pozicije na Darsu, pa naj bi imel velik vpliv predvsem dolgoletni direktor državne inženirske družbe DRI Jurij Kač, ki je veljal za nasprotnika drugega tira in tudi avtoceste na Koroško. Danes je Kač še vedno direktor državnega inženirja DRI, družbe, ki nadzoruje vse velike infrastrukturne projekte v državi. Kač je brez dvoma izjemno vpliven igralec v slovenski infrastrukturni politiki. Svetoval je namreč kar 4 predsednikom vlad, več let pa je svetoval tudi upravi Darsa. Pri Kaču so nastajali tudi nekateri ključni dokumenti razvoja slovenskega prometa do leta 2030, za katere je država skupaj odštela okoli 300 000 evrov. V teh dokumentih pa je bila širitev že danes preobremenjene ljubljanske obvoznice načrtovana šele po letu 2025. Iz Darsa pa so nam sporočili, da se vsaj naslednjih 5 let na obvoznici ne bo zgodilo nič. Na Darsu, kjer po pravilu vehementno kadruje vsakokratna oblast, je še vedno zaposlen tudi nekdanji infrastrukturni minister Peter Gašperšič, ki pa z nami ni želel govoriti o aktualnem stanju v prometu. Po vabilu pred kamero pa sta se odzvala nekdanja prometna ministra Patrik Vlačič in Marko Pavliha. Kako vi zdaj reflektirate od vašega mandata do danes ta čas? Zaskrbljeno in pesimistično. Javnost najbolj trpi zaradi cestnih zamaškov. V tej fazi, ki smo, je dejansko nevzdržno, to lahko tudi sam povem, enostavno ne hodi več v Ljubljano. Zagotovo pa brez nadaljnega, izjemno močen razvoj železnic bo zagotovo tisto, kar bi v naslednjih 5, 10, 15 letih rešilo to, kar imamo v Sloveniji. Kako določiti in tudi izpeljati ključne projekte danes, ko pravzaprav ne vemo, katero ministrstvo je pristojno za promet. Okoljski minister Bojan Kumer namreč bdi nad prometno politiko, ministrica Alenka Bratušek skrbi za prometno infrastrukturo, to infrastrukturo pa v prostor umešča Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga vodi Uroš Brežan. Veliko babic, ki lavodete, oziroma veliko ministrov zastoj v prometu. Gospod Bratušek, gospod Kumer, imamo rahlo zagato, s kom začeti, kdo je zdaj v bistvu pristojen za razmere na cestah in tudi v železniškem prometu. Lepo ste povedali v prispevku, kam spada prometna strategija, prometna politika. Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodim sama, je pa zadolženo za pripravo in izvajanje investicij, ki so opredeljene v prometni strategiji oziroma prometni politiki. Mislim, da je zelo jasno. Se pravi, prometni zamaški niso potem vaša stvar? Cela vlada se pravzaprav ukvarja s tem, tako da jaz ne bi tukaj kazala s prstom na enega ali pa drugega. Bi pa želela na začetku eno stvar povedati, ker tukaj zdaj prikazujemo Slovenijo kot edino, ki ima takšne probleme. Če gremo malo izven naših meja, je pravzaprav vse posod zelo podobna situacija, kar pa seveda ne pomeni, da se mi z tem stanjem ne ukvarjamo. Ampak če najprej razčistimo, gospod Ficko, več ministrstev je pristojnih, kaj pomeni ta delitev odgovornosti? No, to pomeni parcelacijo dejansko posameznih ukrepov, ki bi jih moralo v bistvu vzdrževati eno ministrstvo. Zdaj, jaz koliko poznam razmere in v Evropi in širše, je za promet zadolženo vedno eno ministrstvo, prometno ministrstvo, ki mogoče vsebuje še kak podsistem, ampak izključno eno ministrstvo, ki generira tako strategijo razvoja prometa, določa ukrepe na prometni mreži, ne glede na to, gre za ceste, železnice, kreira neke ukrepe, finance in tako naprej. Tako da tu se seveda kljub ureditvi, ki je zdaj vlada določila, s tako ureditvijo ne moremo strinjati in tudi verjetno verjamem, da na dolgi rok ne bo zdržala. Gospod Kumer, če mogoče kar odgovorite takoj na tole, zakaj ste to razdelili, zakaj je recimo prometna politika pod vašim ministrstvom, včasih je bila pri gospe Bratušek oziroma Ministrstvo za infrastrukturo, pa tudi javni promet. Ministrica je zelo pravilno odgovorila. Celostna prometna strategija je naše ministrstvo. Vse več držav članic Evropske unije prometne politike na državnem nivoju, na nacionalnem nivoju, povezava z evropskimi oziroma znotraj regije, povezuje s podnebnimi spremembami. In enako se tudi Slovenija odločila. Zdaj, če se več ministrov ukvarja s prometno politiko, je to samo dobro.
Je res. Težko Ja. pričakujemo drugačne rezultate, pa gremo po isti poti naprej. Torej, če bi mi želeli drugače načrtovati naprej, potem moramo tudi reorganizacijsko nekaj spremeniti. In to smo tudi storili. Tako da, Ampak se vam ne zdi, da potem seveda se ne ve, kdo je sploh odgovoren, zakaj? Zdaj ste tukaj, bi moral biti še gospod Brežan, minister za naravne vire, se pravi kar trije ministri za promet, če lahko tako rečem. Jaz mislim, da načrtovanje prometnih politik nikoli v preteklosti ni bila samo stvar enega ministra, tako kot je ministrica rekla, vedno se je vlada s tem ukvarjala, namreč to je direktno povezano z umeščanjem v prostor. V Sloveniji imamo prostorske politike, ponavadi smo jih imeli v posebnem resorju in umeščanje v prostor je tisto, ki bo potrebno v prihodnosti drugače nasloviti. Tudi za vse ostale projekte, ne samo Tudi, ja, gospod Pišek, se pravi, kaj pa vi pravite na to, da imamo zdaj 3 ministrstva, pa nobenega v bistvu? Jaz mislim, da ni noben navdušen na tem, da imamo 3 ministrstva, ampak kot sta oba ministra zdaj tu povedala, da je bila to politična odločitev vlada, če je bila to politična odločitev, jo mi moramo sprejeti, ampak kaj je bistveno in kaj je ključnega pomena umeščanja v prostor. V Sloveniji v prostor ne moremo nič umestiti, niti 10 let nazaj, niti danes. Jaz mislim, da jutri bomo umeščali, da bo vlada odgovorna, da je ta ministra odgovorna, oba dva sta tudi moja resorna ministra. Moram reči, da zelo dobro sodelujemo, ampak moram reči, da je tudi z vsem prejšnjim ministrim, levim in desnim, je Obrtna zbornica Slovenije zelo dobro sodelovala. Ampak ko je moralo priti do realizacije, je ni bilo. In v Republiki Sloveniji ne moremo nič umestiti v prostor in to je božjeskrustvo. In kot ste sama rekla, je bil zelo vesel, če bi še tu videl ministra Brežana, in pa bi bilo kompletno ministrstvo tu in pa bi se lahko danes tu pogovarjalo, kaj bomo jutri umestili, tako jutri strategija 23-30, ne 30-50. Gospod Hajdinek, če gremo zdaj kaj konkretno, kako naj ljudje danes normalno pridejo v službo? Kot predsednik uprave Darsa, ki sem praktično vsak dan na avtocestah, razumem nejevoljo uporabnikov in tudi sam nisem zadovoljen z razmerami na avtocestah. Zato iščemo rešitve. Pred tem pa je pomembno eno dejstvo. V zadnjih 10 letih je promet na slovenskih avtocestah narasel za 26%. Samo v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z lanskim letom je narasel za slabih 8%. Ampak to smo v bistvu vse vedeli, ne, da se bo zgodilo, vendarle so strokovnjaki na to opozarjali, da bo do tega prišlo, ne? Nismo. Poglejte, nas je presenetilo pa tudi prometno stroko, da je po vstopu Hrvaške v Schengen so se prometni tokovi spremenili. In na odseku avtoceste A2, se pravi od Orežja do Karavank, se je promet povečal za 15%. Tega ni pričakoval nihče. Gospod Ficko, nihče ni pričakoval? No, tukaj dejansko ne bi mogli ravno reči, da se to ni pričakovalo. Glejte, moramo imeti malo zgodovino. Vseeno. Leta 2010 je bilo na ljubljanskem avtocestnem obroču približno 5200 težkih tovornih vozil. Skupnega prometa je bilo okrog 80 000. To je odsek Ljubljana Zadobrova. Danes imamo na najbolj obremenjenem odseku, to je Kozarje-Brezovica, več kot 10 000 poprečnega letnega dnevnega prometa težkih kamionov in pa 85 000 skupnega prometa. To se pravi, že leta 2010 smo imeli pogoje in iz tega izvira tudi resolucija, ki ste jo vi tukaj pokazali, kjer je prometna stroka začela opozarjati, da bo zadeva slejko prej. Ja, mi smo videli tisto, kar ste strokovnjaki leta 2010. In zdaj tukaj se postavlja vprašanje, zakaj smo mi zdaj prišli tukaj v vakuum, ko se v teh 13 letih, ampak 15 letih, ker se to ni opozarjalo, samo 2010, opozarjalo se tudi potem kasneje, pa so bile organizirane okrogle mize tudi v Državnem svetu 2015 in tako naprej. Zakaj se v tem času strategije niso pripravile tako, da bi dejansko ukrepe začeli izvajati učinkovito? Zakaj nismo nič naredili? Je pa drugo vprašanje. In jaz bom še enkrat tukaj rekel, zdaj minister pa ministrica se lahko strinjata, na koncu vlada določa, da je zdaj disperzirala promet na 3 ministrstva. Ampak generalno gledano, prometna politika se vedno določa na sistemu, ki je odgovoren za promet. Seveda so zdaj okoljske spremembe zelo pomembne, vendar je prometni minister, prometni resor tisti, ki skupaj z okoljskim delom dejansko kreira to politiko, tudi vezano na infrastrukturo, na energetske probleme, na prometne tokove in tako naprej. Če nekaj morate vedeti, samo trenutek, skozi Slovenijo potekata 2
koridorja, 2 evropska koridorja, to je 5. in 10. In mi nimamo težav zdaj samo z jutranjim prometom ali pa z migracijami Slovenk in Slovencev, ki se pač vozijo v službo na različne konce. Mi imamo probleme tudi z mednarodnim prometom, ki vpada v državo. In tega prometa je vedno več in ta promet stalno in konstantno narašča. Gospod Bratušek, zakaj potem je ta resor, če so vam vzeli vse pristojnosti zgolj zato, da imate resor, da ste ministrica, v čem je problem tukaj? Glejte, jaz bi najprej rekla, da prvič ni res, da se v zadnjih 10 letih ni naredilo nič. Na železnicah, ki ste jo omenili, je v tem trenutku vožnja res, bom rekla, manj spodbudna za ljudi, kot bo, ko bodo vse obnove končane. Ampak zaradi 500 milijonov vlaganj v letošnjem letu, skoraj 500 milijonov, se takšne stvari dogajajo. Pa se vam ne zdi, da so od teh vlaganj imeli več gradbinci domači, kot pa sami potniki na železnici? V tem trenutku, zdaj že tretjič ponavljam, absolutno, in jaz vsakeč znova prosim ljudi za razumevanje, da še malo potrpijo, ko bodo te obnove končane, bo vožnja z vlakom bistveno hitrejša in bistveno bolj udobna. Na gorenjski strani, kjer je proga obnovljena, se iz Kranja v Ljubljano. Če se pelješ z vlakom, ki stoji samo v železnice, gospod Bratušek, se upravičujem. Če se pelješ iz Kranja v Ljubljano, traja pot 21 minut. To je bistveno manj kot z avtomobilom. Samo prekinjam, zato ker imamo potem prispevek o železnicah, pa bomo potem še videli zadeve. Kaj je bilo pa narejeno še na cestah, da bi se izognili tem kaosu? Recimo zdaj je prioriteta prometne politike pri vas, ne vem, nov letalski prevoznik. Absolutno je prioriteta 3. razvojna os, ki bo narejena, ki se gradi marca 2024, bo na odseku od Šentruperta do Slovenj Gradca, bodo vsi odseki v gradnji, več kot 800 projektov na državnih cestah se gradi, več kot 60 projektov na železnicah, tako da ni najbolj prav, da govorimo, da se nič ne gradi, je pa seveda absolutno problem tudi to, kar je prej omenil minister, da se praktično v vsakem avtomobilu, če se zjutraj pelješ proti Ljubljani, pelje samo en potnik. Se tudi mi sami res moramo vprašati, če lahko tudi na kakšen drugačen način potujemo v službo, kot izključno z osebnim avtomobilom. Kako potujete? Jaz sem vprašal že gospod ministrico, kako ste pa vi danes zjutraj prišli, ker vas nismo mogli posneti. Jaz prihajam z električnim avtomobilom, ampak jasno želim povedati tudi zakaj. Zato, ker pač ministri nimamo delovnika od 8 do 4 in težko ujamemo vozne rede tako vlakov kot avtobusov. Pa niste prej rekli, da je ta vozni izkranja dobra? Dosežen naš cilj, to pomeni tako imenovan taktni vozni red na ključnih vpadnicah v Ljubljano, to pomeni v tistih špicah vlaki na 15 minut, bom pa tudi jaz z velikim veseljem uporabljala vlak, ker so dobri, udobni, varni, hitri. Gospod Pišek, gospod Kumer. Problem je, ker državna infrastruktura zaostaja 30 let za potrebim gospodarstva. Gospodarstvo je 30 let naprej. Tudi Alenka, ministrica, gospod Bratušek, govori jutri bo boljš. Mi bomo spet 10 let od zadnjih. Promet je iz leta v leto raste, prebivalstvo vse in železnice ne bojo nikoli kompatibilne in ne bojo nikoli dosegale svojih ciljev, niti na tovornem, niti na potniškem prometu. Mi moramo danes tukaj reči, naredili bomo kratkoročno strategijo, hitre ukrepe, dolgoročne in kratkoročne ukrepe in vlada mora za tem stati. Kaj bomo naredili na potniškem prometu, kaj bomo naredili na tovornem prometu. Tovorni promet seveda se podpira, tudi prevozniki podpiramo, pa da celo financiramo drugi tir. 5% Celje Ljubljana, 15% Ljubljana Koper. In mi moramo tudi dati prioriteto, kje bomo izgradili takoj 3. pas avtoceste in usporedno Murska Sobota, Koper, hitro železnico, potniški promet in to dati kot prvo prioriteto. Še prej pa dokončati 3. razvojno os.
Per takoj. 25 let umeščamo tretjo razvojno os. To bomo tudi še videli, gospod Pišek, ja, bomo tudi v naslednjem prispevku. Gospod Kumer, bi vprašala, skratka, ta strategija, ki smo jo prej že videli, vi ste bili takrat državni sekretar, ministrica je bila gospa Bratušek, politika je potem ustavila, veliko smo plačali za študijo, potem pa ni bilo širitve te ljubljanske obvoznice in upadnic. Politika, kot sem rekla, zdaj pa me zanima, kakšno je vaše stališče danes. Slišali smo prej, kaj pravi minister Luka Mesec, ali menite, da je torej smiselno širiti cesto ali vendarle ne? Bom prišel z druge strani do odgovora na vašo vprašanje. Ampak čim prej pridite, prosim. Jaz rabim 30 sekund, da dokončam prejšnjo misel. Namreč mi v Sloveniji imamo strategijo. Naše ministrstvo je odgovorno za pripravo celostne prometne strategije. Delamo maksimalno na ukrepih, ki so ampak ta strategija, gospod Kumer, zdaj bodo gledalci vidijo, ne, da recimo širitev Obroča in pa torej Ljubljanskega in je bila predvidena po letu 2025, na Darsu zdaj pravijo, da tega ne bo, da bo po letu 2032, ne, to bo pa malo pozno, kaj ne? Ni res, v strategiji, potem v resoluciji 2017, tudi v spremembi strategije 2021, svoje Slovenija kar najprej piše strateške dokumente. Ja. Kje se zatakne? Zatakne se pri izvajanju, nosilcih izvajanju ukrepov. V strategiji imamo vse to zapisano. Ja, ampak se je politika to ustavila, gospod Kumer, vse so videla, ne? Nosilci izvajanja ukrepov morajo dati pobude za državne prostorske načrte, morajo sprožiti določene aktivnosti. V strategiji točno zapiše, kdo je ta nosilec ukrepa, kaj mora narediti, dokdaj mora narediti. Ampak gospod Kumer, ja, prej smo slišala, da minister za okolje, to ste zdaj vi, ne, takrat je bil gospod Zajc, ni, se pravi, takrat sprožil te pobude za umeščanje, za to, da bi seveda prišlo do tega projekta. Pa zato vas zdaj sprašujem, kakšno je vaše mnenje danes? Verjetno je minister Zajc takrat tudi stališča pristojnega resorja za prostor kombiniral okoljske in prostorske politike. Mi smo to dvoje zdaj razločili, zato bi lahko pospešili celostne presoje vplivov na okolje. To je glavni namen, kjer se tudi časi dolgi. Moje stališče je, absolutno potrebujemo dodatno infrastrukturo, ampak kaj nas je pripravila samo dodatna infrastruktura? Če dalje več generiranih zamaškov. Mi moramo ukvarjati in odpravljati vzroke, ne se ukvarjati samo s simptomi. Se pravi, povezati moramo prometne politike tudi s podnebnimi politikami. Evropske države to že naslavljajo z vsemi svojimi strateškimi dokumenti, namreč leta 2040 prihaja zavezujoč cilj, zmanjšati bo treba emisije. Gospod Kumer, to je vse lepo in prav, ampak ja, se pravi, vas prav razumem, zdaj vi niste ravno pristojni, gospod Brežan je tisti, ki mora to potem dati to pobudo. Ne, nosilci izvajanja ukrepov, to so pa Dars, DRSI, občine, potem še ostali, ki so investitorji v posameznem ukrepu. Gospod Hajdinjak, mogoče vi, če veste, kaj se je takrat zgodilo? Če govorimo konkretno o širitvi za ljubljanske obvoznice, smo mi leta 2018 predlagali pričetek priprave državnega prostorskega načrta, še več, pripravili smo vse strokovne podlage, res je, takrat je Ministrstvo za infrastrukturo temu pritrdilo, zadeva se je postavila na takratnem Ministrstvu za okolje in prostor. Iz meni neznanega razloga, oziroma kot smo izvedeli kasneje, zaradi njihove želje po sočasnem razvoju treh komponent, se pravi širitve ljubljanske obvoznice, trajnostnega razvoja z javnim potniškim prometom in širitve železniške infrastrukture. Strinjamo se, da vse troje je potrebno, vendar če govorimo o umeščanju tretjega pasu oziroma širitve obvoznice, smo zamudili že 10 ali 20. Gospod Ficko, morda, ne? V koalicijski pogodbi je veliko napisanega, da bodo prometne zamaške reševali s spodbujanjem kolesarjenja, sopotništva in preusmerjanjem tovora na vlake. Glejte, to so prijemi, ki ta trenutek ne delujejo. Hotel sem še nekaj drugega reči, zdaj tu moram ministrici povedati. Ukrepi, zaradi katerih danes ljudje stojijo in so vezani na cestno omrežje, to je avtocestni Obroč in pa vpadnice v Ljubljano, recimo dolžine 20-25 km, razen državnega prostorskega načrta na Koseze-Kozarje ni bil sprejet noben. Skratka, tu se ni naredilo nič in je to brez veze, da se sprenevedamo. Zakaj državni prostorski načrt na Koseze-Kozarje oziroma na zahodni ljubljanski obvoznici stoji v predaljih 13 let, je vprašanje, ki se bo pogovorilo med ministrstvo in Dars. So neki objektivni razlogi, ampak to je to. Skratka, tu se ni naredilo nič. Ok, gremo na železnice. Na železnice se je vložilo 2,8 milijarde evrov, predvsem v dvig tonaže oziroma nosilnosti železniških prog za težek tovorni promet. Obnovile so se nekatera križišča, železniške postaje, to vse ok, ampak generalno železniški promet ta trenutek za migracije, recimo na relaciji Ljubljana-Koper,
Ljubljana, Maribor, Koper niso primerne. Ni najboljši, Niso primerne. no, ja. Recimo, jaz bom zdaj povedal en primer okrog širitve infrastrukture, kako pri nas pravzaprav na nek način se sprenevedamo oziroma ne vidimo bistvo problema. Glejte, avtocesta A3 v Nemčiji, ena najbolj obremenjenih avtocest med avstrijsko mejo in nizozemsko mejo, jaz sem jo lani prevozil, ker sem bil službeno na Nizozemskem, se na dolžini 500 km med mesti širi v 6 pasovnice, okoli mest v 8 pasovnice. Zraven gre hitra železniška proga 250 km/h, elektrificirana, konvoj kamionov je bil dolg 50 km. Nemčija se ne spreneveda, da lahko to spravi na vlake in tudi v Sloveniji tega ne moremo spraviti. 15% javni potniški promet prevzame celotnega prometa. In jaz se strinjam s tem, noben nima nič proti razvoju železnic, želimo si jih, tudi tu zamujamo. Vsi vemo že, mislim, da 10 let, da bi dejansko za javni potniški promet učinkovit, hiter železnico morali imeti novo progo oziroma novo traso. No, o tem še, ja. Kaj hočem reči, na tem področju se pa ni zgodilo nič. Tisti trenutek, ko je resolucija o razvoju prometa z leta 2015 ugledala svetlo, čeprav je bilo prepozno že 5 let, bi se ti postopki morali začeti, pa se niso začeli. To je dejstvo, tu nima smisla, da se slepimo. Gospod Bratušek. Jaz sem odgovorila, ogromno projektov se izvaja, seveda mi v 3-4 letih ne moramo popraviti napak ali pa zamud iz 30 let nazaj, ampak v tem trenutku je resnično ogromno projektov in tudi to so razlogi za zastoje. Tudi Dars lahko našteje, koliko stvari se v tem trenutku na njihovem omrežju, da ne bom jaz naštevala, izvaja. Mislim, da bomo v kratkem podpisali pogodbo za nov izvoz Log-Dragomer, se bo začel izvajati. Na Ljubljanskem obroču je bilo odprto pred nedavnim nov izvoz in vse to so ukrepi, ki bodo oziroma že izboljšujejo stanje. Kaj pa širitev obroča in cest? Kakšno je vaše mnenje kot gospoda Kumra? Jaz sem v bistvu svoj odnos do tega pokazala že leta 2019 in moj odnos do tega se absolutno ni spremenil. Skratka, ocenjujem, da to potrebujemo, ampak kot pravi tudi minister Kumer, ni pa to edina stvar, ki jo bomo morali narediti, da bo stanje v prometu boljše. Tudi sama sem kar nekaj po Evropi in verjemite, da se praktično vse prestolnice soočajo z enako situacijo kot Ljubljana. V nobeno evropsko prestolnico se z avtom zjutraj ne moreš pripeljati brez zastoja. Hvala, gospod Bratušek, bomo zdaj naredili predah. V nadaljevanju boste videli, kako je vožnja naše ekipe z vlakom iz Ljubljane do Celja zaradi nepričakovanega zastoja trajala 2 uri. Nikamor se ne mudi, pa je ključno vodilo tudi pri infrastrukturnih projektih, kot je 3. razvojna os. Načrtovati so jo začeli že v Jugoslaviji. Kdaj bo konec, kdo bi vedel? Ostanite v naši družbi. Vozni red iz časa Avstro-Ogrskega cesarstva pred 109 leti kaže, da je vlak iz Ljubljane do Celja vozil slabi 2 uri, manj kot se je zaradi nepričakovane zamude vozila naša ekipa. Z enakim tempom kot vlaki tečejo tudi investicije na tirih in cestah. 3. razvojno os so začeli načrtovati že pred 50 leti. Anja Šter. Železniška postaja v Ljubljani, torek 20. junij, ura je 12:55. Vlak za Celje. Nekateri se vračajo domov iz službe, drugi s predava na fakultetah, spet tretji s pregleda pri zdravniku. Predviden čas vožnje za okoli 80 km dolgo pot, 1,5 ure. A ima vlak že na 4. postaji zamudo. Na postajališču Sava dlje časa stojimo. Zaradi nepričakovanega zastoja pove sprevodnica. Ljudje so že nemirni. Vedno, skoraj vedno ima zamudo. Tako kot danes. Tako kot danes. Ali pride iz Maribora, da gremo v Ljubljano, čakamo, ali ko gremo nazaj, moramo presedati, recimo, pa spet tam čakamo. 1 uro si vedno vzamemo rezerve, da smo 1 uro tam prej, ne? Ampak se vedno zgodi, da je 15, 20 ali pol ure zamude.
Upokojenka iz Celja, ki potuje v Ljubljano nekajkrat na mesec, si ne predstavlja, da bi morala z vlakom potovati v službo. Tako kot Matej Grivec, 39-letni reševalec iz vode iz Trbovelj, že skoraj 20 let se na delo vozi z vlakom. Infrastruktura je, ne vem, s kjerga Marija Terezije, ampak zdaj so obnjala, kot vidno, dosti so delali takrat, ker največja špica na vlaku, tako da, kdaj bojo to zritali, jaz ne vem, ne. Zamuja se skozi. Navadil se je, če ne želi zamuditi, mora na vlak vsaj 1 uro prej. Od doma gremo ob 8, da sem ob 10 nekako po Ljubljani, ob 11 imamo tečaj. To se pravi 2 ure prej, da prijem na cilja, ne. Za pot, ki sicer z avtom, če ni gneče na cesti, traja dobrih 50 minut. Podobno pripoveduje potnik iz Krškega. Davi je moral v Ljubljano na preiskave. Bi moral iti 7:20, šel je pa malo pred 7:30. V Ljubljano je moral priti 8:55, je prišel ob 9:30. Kaj je to za vas pomenilo? Pomenilo, ker sem mogel biti ob 10 v kliničnem, na preiskavah, velik, ne? Sem mogel kratko malo vzeti od deruhe, taksista. 16 evrov sem plačal iz železniška pa do kliničnega. 2 uri za pot z vlakom iz Krškega do Ljubljane, enkrat dlje kot z avtom. Domov bo prišel še pozneje. Zaradi zamude namreč ne bo ujel vlaka v Zidanem mostu, kjer mora prestopiti za Krško. Nam bo tako čakal še dodatne pol ure. Ura je 2:30, ko bi morali po 1,5 dolgi vožnji prispeti v Celje, a bomo na cilju šele čez najmanj pol ure. 30 minut zamude. Redno se to dogaja. Srečno! Končni čas vožnje iz Ljubljane v Celje 2 uri. Za primerjavo, pred 109 leti v času Avstro-Ogrske bi za pot iz Celja v Ljubljano porabili 6 minut manj, 1:54 minut. Za direktno linijo brez vmesnih postankov pa 1:27 minut. Zanimivo, prehitevajo nas tudi v Srbiji. Pot od Beograda do Novega Sada, skoraj toliko kot iz Ljubljane do Celja, traja le 40 minut. Hitro progo so lani tudi ob pomoči Kitajcev zgradili za okoli 850 milijonov evrov. 45 minut naj bi leta 2027 trajala 140-kilometrska pot od Gradca do Celovca, še enkrat daljša od poti Ljubljana-Celje. Avstrijci namreč pospešeno gradijo novo južno železnico. Pri nas pa napovedujejo, da bi do leta 2025 pot Ljubljana-Maribor lahko prevozili v manj kot 90 minutah. Za primer, traso drugega tira od Ljubljane do Kranja, odkuder prihaja tudi infrastruktura ministrica Bratuškova, že najmanj 7 let umeščajo v prostor. Še vedno niso sprejeli državnega prostorskega načrta, zapletalo se je pri določitvi trase. Mi zdaj tega ne spimo, zaradi vaših nekoga, ki si je zamislil, da riše čez naše domove proge za futuristično hitrost 160 km. Trasa še ni določena, pa če gospod tukaj zdaj to še 10 ponovi. Ni določena in ta varianta, ki vas najbolj boli, je ena od variant. Prosim, ne za nami. Tu gre za pesek v oči, hoče nas zavesti. Še en prednostni infrastrukturni projekt države, ki se vleče že več desetletij, časovnica pa le zamika. Tretjo razvojno os so v prostorskem planu opredelili že leta 1974. Zdaj naj bi severni del osi, kot obljublja Bratuškova, zgradili do junija 2028. Po 19 letih, ko je politika prvič resneje zastavila projekt, pa na nekaterih odsekih še ni končano niti umeščanje v prostor. Na 31,5 km dolgi trasi od Slovenj Gradca do Šentruperta gradijo le viadukt Jenina. Pa še ta gradnja stoji, kot smo se ob ogledu pred 2 dnevoma ob 4 popoldne prepričali sami. Vsi, ki kakršnekoli imajo veze z razvojem tretje razvojne osi, da bi morali vsaj sestankovati ali pa, če ne, že tudi delati pri nas na Koroškem. Kajti verjamem, da bi tudi to pohitrilo izgradnjo te tretje razvojne osi. Investicija v 225 novih in prenovljenih cest, prvotno vredna dobri 2 milijardi evrov, bo po izračunih računskega sodišča stala vsaj še enkrat toliko, najmanj 4,2 milijardi evrov. Do zdaj so samo za študije, strategije, programe in resolucije le za južni in osrednji del trase dali več kot 11 milijonov evrov, brez stroškov gradnje.
Za severni del zneskov nismo prejeli. Gospod Bratušek, železnice, kupujemo torej nove vlake, zdaj trenutno tudi dizelske, ampak vidimo pot v Celje, Ljubljana, 2 uri, tudi iz drugih koncev ni nič bolje. Zdaj bom že tretjič povedala, da ja, se zavedamo in to je zaradi obnov, ki se dogajajo pod prometom. Še huje bi bilo, če bi proge popolnoma zaprli, ukinili vlake na tistem odseku, to pomeni še več zastojev in ja, relacija Ljubljana-Maribor je pač v tem trenutku z obnovami najbolj obremenjena. Sem že prej povedala, škoda, da niste poskusili proti Gorenjski, kjer je proga od Ljubljane do Jesenic v celoti obnovljena. In še enkrat povem, vožnja z vlakom, ki stoji samo v Kranju in v Ljubljani, traja 21 minut. In ni avtomobila niti po prazni cesti. Ampak vi se recimo ne vozite ne z vlakom, s Kranja? Mesto. Tudi z vlakom se peljem v službo, ampak mi obveznosti ne dopuščajo, da bi to delala vsakodnevno. In še enkrat poudarjam, zelo lepo ste pa pokazali tudi probleme, s katerimi se soočamo, in zmeda, ki jo je nekdo naredil v Kranju, kjer so si preprosto izmislili, da smo neko traso že določili, pa je danes dokaz, ker je predlagana druga trasa, da temu ni tako, in s tem se srečujemo po praktično celi Sloveniji. Tako da tudi ljudje se bodo morali vprašati in nam pri umeščanju infrastrukturnih in ostalih projektov v prostor ne nagajati, ker smo pač takšni. Ne? Vsi se strinjamo, ja, imeli bi cesto, imeli bi hitro železnico, imeli bi vse, samo ne na našem dvorišču. Gospod Ficko, so vlaki konkurenčni, zdaj recimo zakaj se vi ne vozite iz Maribora z vlakom, kdaj bi se? Spet smo na tej progi, ko smo povedali, da je zelo obremenjena z obnovami. No, ampak pri drugih progah smo slišali prej. Da ima ministrica možnost, da se iz Kranja pripelje v 20 minutah, to je super. Če bi jaz bil v Kranju doma, bi se absolutno z veseljem vozil z vlakom. Vendar ta trenutek vlak med Mariborom, Celjem in Ljubljano niti slučajno ni konkurenčen. Tudi ko obljuba generalnega direktorja, da bo po rekonstrukcijah, ki se zdaj pač izvajajo na tej progi, to je dejstvo, da bo konkurenčna. Jaz mislim, da 90 minut potovanja za 140 km ni konkurenčna minutaža. Ne glede na to, prej smo v debati debatirali, da je Slovenija konfiguracijsko zelo zahtevna in tako naprej, vendar če vlak med Mariborom in Ljubljano ne bo uspel priti v 55 minutah ali pa najkasneje v 1 uri, kar lahko pa omogoči samo nova proga, o čemer se tudi že nekaj časa govori, jaz nisem ravno prepričan, da se bodo ljudje vozili z vlakom. Mogoče se kdo bo, ampak ne bo pa to tisto, kar ljudje pričakujejo. Konkurenčni vlaki na takšnih razdaljah v zahodnoevropskih razvitih državah danes za take razdalje potrebujejo med 50 in 60 minut. Gospod Kumer, ta proga ni umeščena, da bi torej prišli do te hitre proge. Zakaj ne? Če pravite, da je treba krepiti pač ta javni promet. Jaz bom še enkrat ponovil to, kar je gospod Hajdinek prej rekel. 3 stvari se morajo hkrati zgoditi in so že opisane že v obstoječi resoluciji razvoja strategije v Sloveniji. In zakaj se to danes ni izvedlo, imamo strategijo že več kot 6 let, je treba vprašati nosilce izvajanja ukrepov. Kar se pa vprašanje tiče, absolutno podpiramo vsako širitev infrastrukture, ampak to nas ne bo rešilo še drugega problema, zniževanje emisij. Prihajajo zavezujoči cilji zniževanja emisij. Ampak kaj pa nas bo rešilo potem v tem prometu? Če nimamo zdaj seveda še neke hitre železniške povezave, pa pravite tudi novi pasovi ne bodo prinesli rešitve, kaj potem? Zaenkrat nadgradnja železniške proge, v katerem je zdaj Slovenija kot močan investicijski cikel, tudi drugi tir bo zelo razbremenil tovorni promet po Primorki. Se pravi, železniški promet, dvotirnost prog. Tega ni, ne, se ravno to zdaj. Integriran javni potniški promet, multimodalnost, se pravi, razvoj trajnostne mobilnosti. To so ukrepi, ki lahko na kratek rok zelo pripomorejo. Konec koncev sem se pa tudi sam odločil, pa bilo dobro, da mogoče tudi drugi razmišljamo o tem, da smo lahko tudi del rešitve. Ne moremo vsi hkrati na ceste. Moramo razmišljati tudi racionalno. Kot minister sem uvedel pravilnik,
in omogočil fleksibilnost delovni čas, 3 ure premika od 6 do 9 ure, zdaj v projektnem času dobrodošlo tudi za temperatur, kar pomeni, da se lahko te konice, ki se zgodijo v roku 1 ure, se lahko tudi porazdelijo, mogoče tudi razpolovijo. In v tem primeru lahko boljše izkoristimo tudi obstoječo infrastrukturo. Namreč nobena država nima državne strategije kapacitete narejene na 1-urno konico. To je zelo slaba poraba prostora. Gospod Pišek. Promet ne moramo omejevati na časovnico, ker tega gospodarstvo ne prenese, moramo biti odzivni in cestni promet je tisti, ki je odziven, zato gospodarstvo raste, evropsko in slovensko. To strategijo je treba križgar narediti, pa narediti novo strategijo. Ampak že pa minister pravi, da je dobra, da je ta mobilnost... Ni s kontom podprta, lahko da je dobra, ampak je dolgoročna. Zelo veliko ukrepov ni izvedenih. O tem govorim. Hitro naredi 23-30 strategijo, pa 30-50, 50 bomo z droni naprej laufali. Tudi nove strategije se bomo lotili, ampak to jutrišnjega problema zastoja ne bo rešilo, da bomo vedno znova pisali nove strategije. To ne rešuje. Mi moramo sočasno naslavljati vzroke, ne simptome. Govorimo o prioritetih, minister. Prioritete vzeti, tako je gospod Ficko rekel, 3., 4. pas, takoj umeščati in seveda to, kar sem na začetku oddaje rekel, Murska Sobota, Koper, novo traso, ki bo vlak, ko bo šel 300 na uro, ne toliko gre zdaj, koliko se zdaj pele Ficko, koliko greš vlak na uro, kako hitrost se pele. 160 boš lahko šel ob zdaj pa 60, Je treba to dati v strategijo, Darsu da takoj nalogo, da takoj začne z dokumentacijo in seveda, kaj pravimo, prostor, danes nimamo bivši MOP, ministra Bržana. Tu je treba zakon, državne prostorske načrte in ne more biti vsak strokovnjak na vsakem mestu, v vsaki krajevni skupnosti strokovnjak za umeščanje v prostor. To so prednostne državne investicije, ki imajo prednost, imajo tudi vzvod, da se do tega zemljišča pride, ker je problematika, seveda je treba okolje pa vse spoštovati, ampak ne do te mere, kot danes, ko imamo študijo na študijo zato, da je študija, in 10 let se ne premakne nič. Sama ste rekla za 3. razvojno os. Iz Jugoslavije ven delamo dokumentacijo, 27 leta je nekdo rekel, da bi mogla steči od Koroške pa do Bele krajine, do Metlike, bi mogla biti avtocesta, nujno je potrebna za ta del ljudi, tako da me čudi, kaj je bivši minister, gospod Gašperšič, niti teh izjav še nisem čul, me je kar tresel, ko sem poslušal tule, kako mi tega ne rabimo, kako unga ne rabimo. In gospod Ficko je prej povedal, v tujini, čez Nemčijo, ko gre za Nizozemsko, v mestih 8 pasovnic dela, to moramo, slediti moramo temu, ker podpiramo vodo, podpiramo zračni promet, podpiramo železnico, ampak nikoli ne bo tukaj odzivna, kot je cestni tovorni promet in na 1000 kilometrov nikoli ni bila in ne bo konkurenčna železnica. Gremo, gospod Ficko, potem gospod Hajdinjak, gospa Bratnik. Jaz se strinjam tu z ministrom glede mehkih ukrepov, to sploh ni vprašanje, še kakšnega bi našli od IT tehnologije na avtocestno organiziranje. To tudi delamo. Potem, 10 let prepozno. 10 leti so že bili načrti, kar bo potrebno narediti, vse to zamujamo. Tudi hitrosti na avtocestah bi se dalo znižati. Parkirišča in tako naprej, vendar to so mehki ukrepi, ki problema ne bodo rešili. Kaj je cilj, oziroma kaj bi moral biti cilj, da se v bistvu na cestnem prometu uredi potovalni časi? Mi se vsi zavedamo, da ne bomo nikoli znižali zastoja oziroma se jih rešili na tak način, da bi se vi lahko pripeljali iz Maribora v Ljubljano ali pa iz Kopra v Ljubljano, pa na koncu tudi iz Jesenic v Ljubljano v koničnem času, v rush houru, recimo v 1:15. Ampak to, kar se pa zdaj dogaja, da pa rabimo potovalni čas v tem koničnem času, pa 2:15, pa seveda ni normalna. In za temi ukrepi, ne samo v Sloveniji, tudi druge države v bistvu zmanjšujejo ta potovalni čas, zato ker vse ekonomija, čas zgubljamo, polucije na okolje so negativne in pač to so ti ukrepi. Bi pa še ministru nekaj povedal, zdaj jaz moram reči, da sem zdaj kar zastrigel, za šesti že nekaj časa poslušam, da ko bo drugi tir zgrajen, da se bo tovorni promet na cestah znižal. Jaz sicer vem, odkud vam ta podatek, jaz bi rad pokazal en diagram, ki je iz investicijskega programa, če lahko kamera pokaže. Spodaj je zelena barva, če vidite, to je tovorni promet, tudi po izgradnji drugega tira promet ne upada. Res, da ne raste tako, kot narašča tovorni promet po železnici, vendar tudi cestni promet še vedno raste.
To se pravi, kar pomeni, da se bo kapaciteta kamionov na cestah še vedno povečevala. Tako da razlagati to, da bo, ko bo drugi tir zgrajen, da bo pa naenkrat problem z težkim tovornim prometom izginil, je seveda neumnost. Ne bo. In mi še moramo nekaj vedeti. Nekdo se bo moral začeti ukvarjati tudi z sistemi za prekladanje kamionov. Gospod Pišek verjetno zelo dobro ve, kakšni so sistemi za prekladanje kamionov na vlake, recimo v tujini, Avstrija, Graz, Wels in tako naprej. A mi to imamo v Sloveniji? Nimamo. Pa tudi o tem se že govori 20 let, kaj bo potrebno govoriti. Jaz hočem še samo to reči. Ministrica, ne imati to debato danes tukaj, da leti očitek, ne vem, na vas, pa na ministra, na dobenega ne leti očitek. Mi iščemo rešitev, kaj narediti, da se tem zastojem, tem problemom, ki jih zdaj imamo, rešimo ali pa da jih vsaj delno umilimo, ker zadeve postajajo dejansko nevzdržne. Gospod Hajdin, tretja razvojna os, samo vprašanje, zakaj recimo 19 let na enem odseku še ni državnega prostorskega načrta, kako je to mogoče, da se torej že iz časa nekdanje države pogovarjamo, načrtujemo ta projekt? No, najprej bi jaz nekaj razčistil, kar je bilo povedano v prispevku. Gradnja tretje razvojne osi se ni ustavila. Gradnja poteka in to je za Dars, poleg druge cevi predora Karavanke, najpomembnejši projekt. Potem je bilo slučajno to, da takrat ni bilo nič? To je prva. Druga zadeva. Sklop Gaberke je zaključen. Sklop Janina, vse gradimo, zaključna gradbena dela bodo zaključena do konca letošnjega leta. Gradimo na sklopih Konovo in pa Škalsko jezero. Skratka, na vseh sklopih, kjer imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, gradnja poteka. Kjer pa pravnomočna gradbenega dovoljenja še ni, polagamo vse napore, ki jih lahko, da bi do tega prišli. Kot pa je bilo že večkrat poudarjeno, je pa seveda problem v tistem času med pridobitvijo gradbenega dovoljenja in njegovo pravnomočnostjo, ko se soočamo s številnimi tožbami nevladnih organizacij, civilnih iniciativ, ki pa nam te roke podaljšujejo. Primer je tretja razvojna os na jugu, kjer je ta zamik zaradi 4 tožb, ki so bile vložene in razveljavitvijo gradbenega dovoljenja, se je podaljšal že za leto in pol, kmalu bo 2 leti. Se pravi, problem je samo v teh postopkih, pravite, neučinkovitosti države zgolj? Ključni problem je zakonodaja in tu se popolnoma strinjam z gospodom Hajdinjakom. Mi smo v 20 letih zakonodajo, predvsem iz področja umeščanja v prostor, tako zavozlali, da pravzaprav, če jaz se spomnim, jaz sem sodeloval že na začetku avtocestnega programa pri umeščanju v prostor, gledajte, tako zahtevne odseke, kot je recimo avtocesta čez Trojane ali pa Mariborska vzhodna avtocesta so bili umeščeni v prostor v 3 letih. Pa gre za izredno zahtevne objekte, zgrajene po najsodobnejših standardih, z vsemi okoljevarstvenimi ukrepi. Gledajte, zdaj mučimo muko na tretji razvojni osi, od severa do juga. Ja, ampak recimo pri Magni je bil pa interes, je pa šlo recimo takrat s posebnim zakonom. Jaz je bil posebni zakon samo za Magno pisan. Je pa rešitev verjetno danes, da se na vladi usedejo vsi 3 ministri, pa še predsednik vlade, pa še kdo, ki se ga tega tiče, ker to je dejansko vsenacionalni problem, debata, katero imamo danes, da se usedejo in da se ti zakoni revidirajo. Glejte, Nemčija, Avstrija, Švica, Italija širijo avtoceste brez državnih prostorskih načrtov. Širijo jih po gradbeni zakonodaji, zato ker je koridor določen in ne vem, zakaj bi morali za tretji pas, tako kot je to zdaj pri nas nekdo določil. Seveda je potrebno. Ne, za širitev Za vzpostavitev tretjega pasu, ki bi ga naredili iz obstoječega odstavnega pasu, potrebujemo gradbenega dovoljenja. Ne, potrebujemo pa presojo vplivov na okolje in dobivamo okoljevarstveno soglasje. In se tam tudi zatika? Kar pa spet pomeni določen čas. To pa drži. Gospod Kumar, sprememba, ja, pa še gospod Bratovšek, ja. Jaz bom samo dodala, da če se slučajno vlada odloči iti z infrastrukturnimi projekti po poti Magne, zdaj, čeprav razumem, lahko pričakujemo podporo z vaše strani, pa pohvalo, da smo se pravilno lotili stvari. Sprašujem se, zakaj se je nekaj dalo, in zakaj se ne spremeni zakonodaje. Za nazaj pa se lahko strinjamo, da je čas zamujen, spremeniti ne moremo. Ampak če smo korektni, pa lahko tudi povemo, da se v tem obdobju dela ogromno. Ampak rezultati tega dela bodo vidni. Ne da se obnovami rešiti vsega, ampak dela se resnično ogromno. Železnice so prioriteta, Dars ima načrte, kako in kaj. In tudi sem prej povedala, Lok Dragomer, ki se ni začel ali pa se ni delal tudi desetletja, se bo v kratkem začel graditi. In tudi to bo eden od lahko mehkih,
ampak bo korakal v pravo smer, ki bo vplival na Gospod Pišek, gospod Kumer, po predahu, gospod Pišek, vas moram zdaj le prekiniti, moramo na oglase in po predahu dobite oba besedo. Gospodarstvenik to razume. Nadaljujemo Tarčo, smo v zaključnem delu. Gospod Pišek, kakšne so torej rešitve? Ja, rešitve so, da mora vlada prioritetno vzeti in nekaj narediti na umeščanju v prostor, se na vladi dogovoriti, narediti učinkovite ukrepe, tako ste čuli predsednika uprave Darsa, delajo na tretji razvojni osi, ampak ohromljeno ne morejo delati, ker nimajo gradbenih dovoljenj za določene odseke, pa še kaj. Pa gospod Ficko je rekel, tovorni promet da, cestni tovorni promet da, ne bo se zmanjšal, nucamo logistično infrastrukturo, imamo 4 leta delovno komisijo, pod taktirko Darsa na Ministrstvu za promet, ne premaknemo nič in samo eden vzrok je umestiti kaj v prostor. Vsi imamo voljo, 3 ministri že to vodijo, to delovno komisijo podaljšali so jo in kje imamo problem? Nič ne moremo umestiti v prostor. Prav nič. In jaz tukaj pozivam Vlado Republiko Slovenije, čeprav zdaj so 3 resorni ministri, pa jaz mislim, da še mora premier zraven biti. Slovenija ima čudovito geostrateško točko, velik potencial, 17% bruto domačega proizvoda, danes v logistiki, zelo hitro ga lahko imamo 30%, zdaj pa glede na geostrateško točko Republike Slovenije ne koristimo tega logističnega potenciala, imamo Luko Koper, imamo 2 letališča in nič, nimamo nikakršnega izplena od tega, takšnega, ko bi ga mogli imeti, in z logistično infrastrukturo, malim logističnim centrim, intermodalnim logističnim centrim in infrastrukturo, ki je prepotrebna, glavna avtocesta, mestja in primestja, infrastruktura, če te zapustijo logistični tokovi, je tako, da te... Gospod Pišek, ste kandidat za vodenje kakšnega strateškega sveta? Ker ste zdaj veliko našteli. Ne, jaz sem vseh teh, tudi v strategiji pri MOPE-ju, smo zadnjič imeli prvi sestanek, strategija 30-50, vse ko dajmo 23-30, ta prvo je narediti, strategija ne sme biti debela kot Sveto pismo, jo bom jaz napisal na 5 listih, tisto gospodarstvo, kar potrebuje, saj tisto hitro, in seveda sodelujem v vseh teh infrastrukturnih, prometnih delovnih skupinih na ministrstvo. Tudi ministrica je imenovala pred dobrim 14 dni delovne komisijo. No, hvala, gospod Pišek, jasno, da ste vse povedali. Luki Koper, sam je problem infrastrukture, same Luke Koper, Luka Koper je zelo pomembna. Ja, gospod Pišek, hvala lepa, zdaj bo še drugim besedo. Gospod Kumer, pogledajte, kaj bomo zdaj. Gospod Kumer, kaj bomo zdaj? Torej, ali bomo dobili več avtoceste, nam lahko zdaj poveste, ali ne? Absolutno, poleg širitve infrastrukture, ampak še enkrat, danes je bilo nič kolikokrat poudarjeno, ni samo infrastruktura. Ampak se nismo nič še umestili, zato sprašujem. Javnega potniškega prometa. Lani smo sprejel zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki je podlaga za novo državno celostno prometno strategijo. Jo že delamo, gospod Pišek je rekel, že sedimo nekako v roku enega leta, lahko pričakujemo to sprejem na vladi, ta zakon, ki bo in to strategijo, ki bo rešitev. Pa kakšno bo ta rešitev? Jaz še vedno ne razumem. Hitrejši, kratkoročni ukrepi, nekaterih že delamo, nekatere smo že spostavili, enotna vozovnica Slovenije, širitev opadnih krakov, potem krepitev javnega potniškega prometa, največji razpis v zgodovini Slovenije smo speljali za podelitev koncesije za linijskega potniškega prometa, kjer bomo 20% povečali kapacitete na javnem potniškem prometu, učinkovitost, dostopnost, povezovalnost. Tako da veliko delamo, tako kot je ministrica rekla, veliko se tudi dela, to tudi povzroča določene zamaške, ključno pa je, danes imamo posledico od preteklih odločitev. To moramo vedeti. Mi to, kar pa danes načrtujemo, to, kar bomo jutri zgradili, bo pa zagotovo pomenilo, da bodo prometni zastoji. A danes greste domov sami, potem v Šoštanj? Ja. Dobro, gospod Ficko. No, gledajte, zdaj ukrepe, ki jih je minister povedal, seveda jih je treba podpreti, ne bodo pa rešili problema. Moram povedati, da seveda zdaj smo na, kar se tiče potovalnih časov, na kritični točki. In če se tu ne bo delalo na 3 frontah, to je infrastruktura in cestna in železniška, in na koncu to, o čem je tudi minister zdaj govoril, in se seveda tudi strinjamo s tem, potem bomo imeli mi zelo hitro še večje probleme, kot jih imamo danes, oziroma jaz si ne znam predstavljati, da ne bomo prišli do enega trenutka, ko se država lahko začne premikati 10 km/h.
In to mislim, da ni standard, ki si ga ena država, skozi katero gresta dva evropska koridorja, želi. In jaz mislim, da treba slejko prej pristopiti, ne slejko prej, takoj pristopiti in iskati rešitve, tako na spremembi zakonodaje, ki bo omogočila efektno umeščanje prostorskih ukrepov in tako naprej, drugače bo problem. Še en stavek, gospod Hajdinjak, gospod Bratušek, ali se nam lahko država ustavi v prihodnjih letih? Ne, ustavila se ne bo. Moramo pa se zavedati, da je slovenski avtocestni križ preobremenjen in že najmanjša motnja ali incident, pa lahko to samo kos počne pnevmatike povzroči zastoj. Mi smo danes govorili o nekih dolgoročnih ukrepih, kako bi prišli do rešitev. Poleg teh dolgoročnih ukrepov, ki jih seveda na Darsu pozdravljamo in si želimo, da bi pri njih v čim širšem obsegu sodelovala stroka, pa pripravljamo oziroma izvajamo tudi kratkoročne ukrepe, s katerimi bi te zastoje, do katerih prihaja, čim bolj omilili. Roko na srce, odpraviti se jih ne da. V vseh večjih mestih zastoji so, da bi pa čim bolj umilili, da bi bila tako pretočnost in varnost na avtocestah čim večja. Glejte, zamud iz preteklosti ne moremo nadoknaditi, mislim pa, da smo več kot jasno ljudem danes povedali, koliko veliko projektov se v tem trenutku izvaja. Jaz bom še enkrat naštela 3 največje v tej državi. Potniški center Ljubljana, milijardni projekt bo končan leta 2025, drugi tir, milijardni projekt bo končan leta 2025. In tretja razvojna os, ki se bo od Šentruperta do Slovenj Gradca v naslednjem marcu gradila po celotni trasi, končana pa marca 2028. Države seveda že zdaj tukaj in hvala lepa vsem za gostovanje. Hvala lepa vsem za gostovanje v Tarči. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali na ta vroč večer. Prihodnji četrtek ob 20. uri vam bomo pokazali, kaj se je premaknilo po naših oddajah v tej sezoni. Zbrali pa smo tudi najbolj iskrive trenutke in izjave gostov. Nasvidenje in srečno.